Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi našega podcasta Mladost na kmetiji. Danes se selimo v čudovito vasico Sveti Lovrenc, kjer bomo spoznali življenje na kmetiji skozi oči mlade, ambiciozne in nasmejane Anje Kupec-Osed. Po izobrazbi je tehnik zdravstvene nege, letos jeseni pa je pričela s študijem za diplomirano medicinsko sestro. Vsakodnevno rada pomaga na domači kmetiji, vestno tudi sede za volan traktorja in postori kakšno delo z njim. Anja, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Najboljše bo, da na začetku malce spregovoriva o sami kmetiji. Po domače se pri vas reče Marinc. Sem prav povedala? Tako. Mogoče veš, iz kje izhaja to ime, se zadaj skriva kakšen pomen, kakšna zgodba? V bistvu ta ime je že od zelo iz zgodovine nazaj že izhaja. V bistvu nima nobene anekdote, nič. Tako so že včasih rekli, pa še ni naprej. In ostaja in hiša se drži skozi generacije. Ukvarjate se s hmeljarstvom in živinorejo. Kaj je bilo prisotno prvo na vaši kmetiji? Živinoreja. Živinoreja. Ponavadi včasih je imela stara mama 2-3 krave, pa kakega telička, pa za mleko so imeli, pa meso, pa smo pa mi malo povečali. Kdaj ste se pa pol začeli ukvarjati s hmeljarstvom? Približno 1850. Potem je tudi že kar Ja, je dolga zgodovina, že hmeljarstva tukaj tudi. Ja. Katere vse živali pa najdemo na vaši kmetiji? Ja, v bistvu imamo 2 psa, Ajko in Lili, 17 glav živine, se pravi bike, krave, teličke. Imeli smo tudi zdajle 3 prašiče, smo imeli zdajle koline. V bistvu to je pa to, no. Tudi ti sodeluješ pri kolinah? Seveda. Koliko hektarov pa obdelujete? Približno 14 hektarov je obdelovalne površine, 3 hektare hmelja imamo, pa nekaj gozda še zraven. Kako pa bi opisala vašo kmetijo? Kaj jo dela tisto posebno? V bistvu naša kmetija je manjša, nimamo veliko hmelja, smo manjša živinorejska kmetija. V bistvu vsi na tej kmetiji delamo zelo z dušo, smo zelo vpeti noter, tudi moj fant je zdaj že zelo vpet noter. V bistvu ta kmetija prej sta že tudi zelo dobro vodila oma pa dedi. Samo v bistvu 2018 pa 2019, 2017 pa 2019 sta oba dva pač žal umrla zaradi bolezni. Naprej pa mi še vodimo. Kako pa izgleda tvoj tipičen dan na kmetiji? Imaš kakšno opravilo, ki ti je še posebej všeč? V bistvu zjutraj se začne s štalo ob 7 zjutraj, potem pa pozimi ni nobenih stvari za postoriti. Poleti ali pa ko je sezona obiranja hmelja, se pa začne že v bistvu kar zjutraj z obiranjem hmelja, pa poteka skozi cel dan do približno 6. Potem se gre pa spet v štalo, pa zvečer pa večerja, pa je potem dan zaključen. Kako pa izgleda, ko obirate hmelj? Vam pride še kdo na pomoč? Kako poteka postopek, če mogoče opišeš za tiste, ki še nikoli niso slišali, kako se obira hmelj? Ja, v bistvu mi imamo mašino za obirati hmelj, to se ne obira več ročno. Ja, pomagajo nam pa sezonski delavci, ko pridejo iz Romunije. Pridejo ponavadi 2 jeseni, spomladi pa 3, ker v bistvu spomladi je več dela, ko se vrvica napelje, pa ko se navije hmelj gor na vrvico, je več dela, no, kot pa jeseni. V bistvu hmeljska trta gre skozi mašino in bere storžke, storžki so pa v bistvu potem tisti pridelek, ko gre bolj za pivo, za zdravstvo, za kulinariko, pride pa tudi še odpad ven, pleve. Zdaj na tej točki ne smeva pozabiti omeniti, da si
tudi aktualna melska princesa. Tako je. Kaj ti pomeni ta naziv? Ja, v bistvu meni pomeni zelo veliko, zato ker peljem naprej tradicijo družinsko, ker je bila moja mama tudi hmelska princesa. Dedi je bil tudi hmelski starešina, teta je bila hmelska princesa, tako da v bistvu imam naprej to možnost peljati tradicijo naprej. No. Zato si verjetno še bolj ponosna. Tako. Kako pa je izgledal sam proces tega izbora, tekmovanja? Je v bistvu lansko leto je podeželska mladina Spodnje Savinjske doline dala prijave ven, da se lahko punce prijavijo, ki so iz hmeljarskih družin, se lahko prijavijo za hmelsko princeso na izbor. V bistvu to je potekalo aprila, približno aprila, no. Potem so pa oni izbrali na podlagi tega, koliko je stara, če ima že družino. V bistvu nič ne sme imeti od tega, ne sme biti poročena, ne sme imeti otrok, mora biti nad 18 stara. Ja, pa mora imeti znanje v hmeljarstvu. No. Kakšne pa so potem tvoje zadolžitve, naloge zdaj, ko si aktualna? Promocija slovenskega hmelja po svetu, pa pač recimo prikaz hmelja tistim, ki ne vejo, kako izgleda, pa da jim malo bližje prikažem. No. Potem greš tudi po svetu in Tako. si že kje bila v tem času? Ja, 14 dni nazaj sem bila v Nemčiji na Braube Viale sejmu, to je v bistvu največji svetovni sejem v hmeljarstvu in pivovarstvu. Trajajo 5 dni. No. Veliko izkušenj in Je znanja Ja. pridobiš. Koliko vas torej živi na vaši kmetiji trenutno? Trenutno živimo 2 generacije, se pravi moja mami, od mami mož, moj fant in jaz. Torej si edinka. Tako. Kaj bi rekla, da so prednosti in slabosti tega, da si edinka? Slabost je verjetno, da več dela ostane zate. Ja, res je. Pa se v bistvu mi tudi fant dosti pomaga, tako da. Je tudi povezan s podeželjem? Ja, je tudi povezan zelo s podeželjem, ker je gozdar. Pa v bistvu je kar v naravi, no. Pa tudi zelo vpet v to našo kmetijo, tako da. Pomaga. Ja, Ja, pridne roke vedno pridejo prav. tako. Kaj pa najraje skupaj počneta na kmetiji? Katero je tisto opravilo, ki ga opravljata skupaj? Se mi zdi, da s traktorjem, da se peljemo oba. Kateri je boljši voznik? David. David. Se mogoče spomniš, kdaj si prvič sedla za volan traktorja? Mislim, da sem bila stara 11, 12. Kar hitro. Ja. Kdo te je naučil? Dedi. Dedi. Ja. Katere vrednote pa si dobila med odraščanjem na kmetiji, ki ti še zdaj pomagajo pri življenju? Da moram biti vztrajna, da se ne smem kar takoj ustrašiti, ampak da pač moram, da moram Se mogoče katere želiš prenesti tudi v prihodnost? ja, Mogoče? delavnost, vztrajnost, da se ne smeš pač česa ustrašiti. Povezanost tudi z družino pač. Ja. Lepo. Zdaj, kot smo omenili, si po izobrazbi tehnik zdravstvene nege. Tako. Jeseni si pričela s študijem za diplomirano medicinsko sestro, zdaj svoje izkušnje pa že kar pridno nabiraš v domu starejših. Tako. Kaj te je navdušilo za to delo, da si se usmerila v Nove v zdravstvo? izkušnje. Ja, v bistvu, da lahko pomagam ljudem. Nove izkušnje. Sem tak človek, da imam rada izzive, da nekaj novega sprobam. Ja, pa da predvsem pomagam. No. Zdaj trenutno delaš v domu starejših. Kaj ti je pri delu z njimi najbolj všeč? Pomoč ljudem, tisti, ki pač ne zmorejo sami. Pa v bistvu zelo dosti se nasmejimo. Fajn se imamo, no, tudi. Dosti je takih programov, pa
delavnic tudi, ko se dosti nasmejim. Tako da v bistvu vsak dan mi je kar fajn. Mi kar neko veselje ulije, ko grem. Ko greš v službo. Tako. Zdaj, delo z ranljivimi skupinami je včasih tudi čustveno zahtevno. Kako pa se takrat soočaš s trenutki, ko se recimo navežeš na stanovalce in ga potem čez čas več ni? Ja, v bistvu to je prednost zdravstva, da zmeraj reče, da se ne smeš nikoli tako navezati na njega, da ti pa ni tako hudo. V bistvu sem imela glih zadnjič sosedo, ko sem se zelo, navezala, zelo smo se pogovarjale, ampak pač, ker je imela pač bolezen, je umrla. Je bilo kar hudo, no, tudi zraven sem bila jaz takrat, ko je pač umrla. Ja, se soočiš, veliko je tudi pomemben pogovor, da daš iz sebe, ja, da se pogovarjaš, no, tam v timu, doma. Ja. Je pa verjamem, da tudi veliko zabavnih in posrečenih anekdot. Bi povedala kakšno za naše poslušalce? Ja, je tudi kar nekaj anekdot, ja. Kaj se je kaj pripetilo? Pa v bistvu nič kaj takega, no. So te kaj naučili o življenju, modrostih, humorju? Tudi ja, je bilo nekaj, so ni glih so rekli, da mora kar v domu tisto stati. Da ne smete povedati naprej. Tako. Zdaj si članica Društva podeželske mladine Spodnje Savinjske doline. Tako. Koliko časa si že prisotna v društvu? Približno 5 let. Kdo pa te je navdušil? Je bil mogoče kdo že pred tabo včlanjen? Ja, v bistvu prijatelji so me zelo navdušili, pa tudi videla sem takole, da so šli na kakšne kmečke igre, da se zelo veliko tudi dogaja, recimo Kostanjev piknik je bil, pa kakšni zaključki. V bistvu in to me zelo spodbudilo, da sem se včlanila. Ja, kmečke igre so zelo priljubljene. Tako. Se spomniš od tam kakšnega posebnega zabavnega trenutka? Je bilo kar veliko, v bistvu v teh 2 letih sem kar veliko kmečkih iger tudi obiskala sama. Ja, najboljše so mi bile pa lanskoletne kmečke igre v Metliki. V bistvu to so vodne igre. Ja, je bilo kar zanimivo, no, po Drči, ko imajo v bistvu tak hrib in čez tisti hrib dajo tako folijo. In v bistvu Kot nek tobogan. tako. In tam gor smo se vsi pol dol spuščali, pa je bilo kar zanimivo, no. Katere igre pa še so ostale? Na čem se vse primerjate, pomerite? Ja, v bistvu takrat je bilo nošenje jabolk z usti. Potem smo se mogli pri eni igri 10-krat zavrteti okoli palice, pa iti slalom okoli bal slamnatih. Ja, v bistvu je bilo kar dosti takih zanimivih iger, no. Pa ste tudi kdaj zmagali? V bistvu mi smo šli bolj kot, da smo se zabavali, pa da smo se fajn imeli, podružili. Pa še neki izletje, neke vrste. Čeprav ne tako daleč, ampak... Ja. Kaj pa ti pomeni to, da si lahko članica takšnega društva, da gradite neko prihodnost, ohranjate neke tradicije za naprej? Ja, zelo mi veliko pomeni, zato ker sem res pol s tistimi ljudmi, tako sem sama, recimo kmečka deklina. V bistvu zelo mi je tudi pomembno, da pač naprej ohranjamo kmečke igre, recimo, pa v bistvu, da se podružimo skupaj, pa da se ohranja tudi ta tradicija kmetijstva pa maljarstva. Kaj pa te sprošča po napornem dnevu, ko imaš čas zase, kaj takrat najraje počneš?
Se usedem pred televizijo pa gledam 1-2 ure televizijo. Ja, tudi počitek prav Ja. pride. Ko sem malo raziskovala o tebi, sem zasledila fotografijo, na kateri imaš v roki harmoniko. Tudi. Odkje pa ta ljubezen do glasbe, igranja, kdaj si pričela? Pričela sem s 6 leti. V bistvu, Kar zgodaj, Ja. kar hitro. Ko sem šla v 1. razred, sem začela igrati harmoniko. V bistvu navdušil me je pa dedi, ker je tudi zelo rad poslušal Veseljaka, Golico. Je tudi on igral? Ne. Je pa tudi enih glasbenikov v družini, recimo tako kot Cita Galič je od moje ome. Ene vrste Potem je teta. tudi ta Tako. glasbeni talent že malo v družini. Tako. Je pa to kar zalogaj, si predstavljam, za 6-letno punčko držati tu veliko harmoniko in Ja, se učiti. v bistvu, če imaš veselje, nič ni Gre. pol. Ja. Katero pa najraje zaigraš? Tako Golico, Avtocesto. V bistvu, jaz sem bolj na Avsenika. Na Avsenika. Mihelič, Avsenik, to Igraš pogled tudi kdaj v živo na kakšen koncert, Ja. nastop. tudi. Tudi. Zdaj rada pa tudi kuhaš in pečeš. Tako. Kdo pa te je nad tem navdušil? Mami pa oma. Kaj je, imate kakšne posebne specialitete, recepte? Ja, v bistvu je kar nekaj receptov od moje ome. Recimo jabolko štrudel, je to res čisto posebnega naredila. Pa štrukle, skutine. Je dosti kar receptov, no. Lepo. Zdaj, ko smo ravno vstopili v novo leto, bi mogoče rada našim poslušalcem podcasta Mladost na kmetiji kaj sporočila, zaželela? Je v bistvu, da čim več zdravja, čim več veselja v novem letu, da se imajo vsi radi, brez skreganja. Ja, da čim bolj uživajo leto, pa da čim več pridelka. No, ravno to sem te hotela še vprašati, kaj pa si mogoče želiš za kmetijstvo, za vašo kmetijo letos, za dobro letino? Za dobro letino, predvsem melja to. Pa da bi se cene recimo znižale, da ne bi bilo več vse tako drago. No. Pa čim več pridelka, pa da ne bo pač kakšna vremenska ujma ali pa karkoli. Ja, vreme zna včasih kar zagoditi. Ja, nam je 3 leta zdaj že pač zaporedoma toča vsako leto. Pridelek kar dosti vzela toča. Tako da Se malo izgubi volja, pa se potem spet vrne. Kaj pa si želiš v prihodnosti? Bi ohranila kmetijo, bi postala prevzemnica ali bi mogoče se usmerila bolj v zdravstvo? Ne, v bistvu bom prevzela kmetijo. Je že določeno? Ja, tudi moj fant je zelo zagnan. Tudi naša dva sta tudi zelo vesela, da imam tega fanta. Pa verjetno, da imaš tudi sama željo in voljo, Tako, da to ohraniš. tako da peljem naprej to družinsko tradicijo že dolgo. No. Zdaj, preden zaključiva pogovor, imam zate pripravljeno še eno igrico. Zastavila ti bom 5 hitrih vprašanj. Tebe pa prosim, da odgovoriš tisto, kar ti prvo pride na misel. Lahko kar začneva. Najlepši trenutki na kmetiji so, Ko se usedem na traktor. ko imam nekaj prostega časa najraje, Preživim čas z družino. obiranje hmelja ali delo v hlevu. Ubiranje hmelja. Družina mi pomeni, Zelo veliko. življenja si ne predstavljam brez. Kmetije, brez dela. Anja, zelo lepo mi je bilo klepetati s tabo. Hvala, da si me sprejela na vašo kmetijo in bila moja gostja v podkastu Mladost na kmetiji. Vse dobro želim tebi in pa tvoji družini. Najlepša hvala. Mi, dragi poslušalci, pa se slišimo spet kmalu. Z vami sem bila Kaja Zupanc.